Gledate informativno oddajo, ki jo vodita Lorela Flego in Matej Lahovnik. Dober večer in dobrodošli v Bučkah. Kriminalisti policijskih uprav v Mariboru, Celju, Kranju, Ljubljani in Kopru so danes zjutraj v najbolj obsežni akciji v zgodovini Slovenije razkrinkali več kleptomanskih združb, ki so v trgovinah kradle pašteto. Opravili so kar 1500 hišnih preiskav, v katerih je sodelovalo okoli 5000 policistov in kriminalistov. Prostost so odvzeli več kot 2000 osebam, 800 pa jih je še v sodnem pridržanju. Živijo. Kje ste, Maršič? Ste prišli pogledat, imate nalog. Malo pa se malo. Dobar, pa kar naprej. Ja. Prvo vrata tukaj desno. Spust da zvoha paštete. Čuj, kam si ti toto salamo vrgo? Na spreden zec, ker klej bo pes pojedu. Doručak sem pa od zadnji Čuj, kaj pa moko si dal? Moka je po drugem avtomobili. A v drugega si dal? Ja, paštete, jušne kocke pa salama Pa te mleko imamo? Jože, zbud se! Evo, mamo, najdel smo mlečen z drobci korja, ajdova kaša, drobtine, maso, olje. Harka duš kriminalci, kaj se imajo? Čak, olej je že odzad, boš ti dal, no. Aj to koka? Uj, moka. Karuš. V Mariboru in Kopru sta naša dopisnika Franc Kangler in Gašpar Mišič. Pozdravljena. Gremo najprej v Maribor. Kolega Kangler, kakšne so zadnje informacije? Akcija je potekala brez posebnih zapletov in opiranja. Kriminalisti so na Štajerskem v hišnih preiskavah odkrili pol tone paštet, keksov in jušnih kock. Našli so tudi večje količine testenin, sladkorja, moke, olja, mleka. Zaplenili so okoli 500 Mercatorjevih pika kartic in Šparovih kartic zvestobe, no, toliko zdaj z Maribora. Hvala, Franc. Gremo v Koper. Kolega Mišič, kakšen je bil izplen na Primorskem? Ja, tudi v Kopru in drugih obalnih mestih so zaplenili večje količine paštet, piškotov in jušnih kock. V eni od hišnih preiskav so našli celo 30 kg zapakiranega puranjega mesa in 55 salam. Odkrili so še neregistriranega BMW-ja, letnik 98 in gotovine za 70 evrov. Hvala lepa. Poglejmo, kaj je o tem velikem uspehu kriminalistov povedal direktor policije Marjan Fank. Ta kleptomanska združba predstavlja najvišjo raven organizirane kriminalitete v Sloveniji. Priprave na zaključno kriminalistično akcijo so trajale več let in lahko povem, da smo z izplenom današnjih hišnih preiskav več kot zadovoljni. Vse osumljence, ki bodo pridržani, bomo zaradi prostorske stiske v naših preiskovalnih zaporih namestili v nekatere begunske centre v Postojni, Celju, na Šentilju in v Kidričevem. Današnja akcija kriminalistov zelo odmeva tudi v političnih krogih. Dogajanje v državnem zboru spremlja kolegica Latoja. Pozdravljena. Čau! Parlamentarne stranke načeloma podpirajo akcijo policije in enakost pred zakonom, a ob tem dodajajo, da to očitno velja zgolj za kurje tatove, medtem ko procesi in sodbe proti tajkunom padajo ena za drugo. Poglejmo nekaj izjav. V stranki Modernega centra zagovarjamo visoka etična merila in če kdo krade, je to vredno vsake obsodbe. Je pa malo čudno, zakaj ravno pašteta, ne pa recimo kaviar, tatarski biftek ali tartufi. Tole me rahlo spominja na tistega Robin Hoodovskega varnostnika, ki je pobasal kufer z 1 milijon evrov, take bojo vedno dobili, nimajo šans. A veste, takole bom povedal, boli me džoko. Ja, lejte, tako je, res. Za nas, socialdemokrate, je najbolj pomembno to, da so v trgovinah kradli samo tisto hrano, ki je bila pridelana v Sloveniji. To je dokaz, da se tudi lopove zavedajo razlike v kvaliteti. Boli me džoko. Hvala.
No, poslušajte, zdaj pa malo tako, kaj piše. To je klasična akcija demonstracije moči in zastraševanja. Ja, in kaj so pa reveži naredili kaj takega, ne? Hrano so pač kaj kradli in big deal, pa kaj ne? Kaj je to v primerjavi, bom rekel, z milijoni, ko so jih že pospravili tajkuni, ki se še vedno svobodno sprehajajo po Ljubljani, ne? Latoja, kaj na vse to pravijo ključni akteri iz obeh strani zakona, ki se po besedah poslanca Gorenaka še kar svobodno sprehajajo po Ljubljani? Ma, jaz sem jih vse prosila za komentar, pa so bili eni zelo arrogantni. Najbolje, da kar pogledamo. Prav, tebi pa hvala za informacije. Čau. Kakšni amateri, ne moreš reči sami amateri. Če vkladajo asfalta pa beton, bi še nekakšen zmu. No, poslušajte, jaz s reveži, ko kradejo hrano, nimam nič. To je za mene tretja liga. Ne morete metati vsega v en koš. Kako lahko mešate elito, ki se je ukvarjala z zapletenimi finančnimi posli, s tem, ki zdaj kradejo o štecunah. Jaz bi ob tej priliki pozval vse kriminaliste, naj bojo bolj humani, pa naj ne mečijo ljudi po koncu ob 6 zjutraj. Še preden greš prvič scat, te nabijejo na steno, pa nataknejo lisice gor. Ja, sem svoje grehe priznal, pregovor pa prav, da čez 7 let vse prav pride, no, jaz bom takrat prišel ven, pa se lahko slišva. Hvala. Poglejmo še ostale današnje novice. Slovenski premijer Miro Cerar se je srečal s hrvaškim kolegom Tihomirjem Oreškovićem. V sproščenem pogovoru sta se dotaknila nekaterih najbolj občutljivih dilem. Ja ti kažem, ne isplati se prodavati krompir izpod 2 kune po kilogramu. Bolje je napraviti pomfri. Ja, to je res. Pomfri. Čovjek je na internetu naročio PlayStation i dobio 3 kg krompira. Kakšnega krompirja? Međimurskog. Jaz sem slišal za zgodbo, ko je nekdo prek spleta naročil 10 iPhonov in iPad, plačal 4000 evrov, v paketu pa je dobil kamen. Oh, je. Neka prvi baci kamen. Poznam. Mislim, da postoji neka hercegovska rečenica, koja kaže kamen na kamen je amen. Tudi v Vatikanu ne gre brez zabave. Prvič v zgodovini so organizirali talent show z naslovom Lepo je priti v nebesa. Poglejmo, kako so se odrezali slovenski predstavniki. Saluto. Tukaj imam rezultate žirije. Vaša predstava je bila drek. Falili ste nebesa. To niso bila nebesa. Za nebesa je treba najprej umreti. Za nebesa ne rabimo klonov in mask. Tam je dovolj, da pridete, se prijavite, pokažete potrdilo, da ste poravnali vse stroške. Če ne vas vzame hudič. Grazie. Število uporabnikov telekomunikacijskih tehnologij med starejšo populacijo vse bolj raste. Računalniki, internet, tablice in pametni telefoni za generacijo nad 65 letom očitno niso več takšen bavbav. Zadnje raziskave kažejo, da že kar 35% upokojencev aktivno uporablja spletna družabna omrežja. Pri vsem tem je najbolj fascinantno prav to, da ljudje, ki so še včeraj polemizirali o partizanih in domobrancih, danes veselo debatirajo o Instagramu, Twitterju, Facebooku in pornografiji. Gospod Stanovnik, vi ste na Twitterju in Instagramu, malo ljudi ve, da se skrivate pod psevdonimom Tine v bistvu. Najlepša hvala, ker ste me izdali. Veste, Tine je moje partizansko ime.
in z njim sem se vrsto let uspešno skrival pred okupatorjem. Vi veste, da me na Twitterju zasleduje več kot 700 ljudi, a naj grem še enkrat v ilegalo. Veste kaj, pustite na Twitter pa Instagram. Jaz sem že od samega začetka na Facebooku. Z veseljem vas spremem za prijatelja, če mi pošljete prošnjo. Veste, koliko prijateljev imam, vsi so mi zelo pri srcu, ne? In... 100-krat se vas dregnil. Ja, pa zakaj me sploh ne dlegujete? Veste, koliko prošen sem vam poslal? Ja, pa, vam ni jasno? Nismo prijatelja, pa kaj? Lepo je rekla, pač nista frenda. Pa kaj pol? Dobro, zdaj, gospod Polič, vi ste menda veliko na Skypeu, pa po raznih erotičnih chat kanalih z lepimi puncami, ne, mislim, kako gledate na to v bistvu, ne? Ne, jaz uporabljam Snapchat. Tukaj gre za bolj opovske tematike, predvsem takšne, da ure, piljenje dlak, ki so ogromna seksualna bogatstva, virtualno nastavlja, tako da se slenim kot največji perverznež daleč naokrog, ki bi jo najrajši 2-krat maknil po goli riti. Da, glej, drugačnega izraza ni. Tragedija teh chat kanalov je ravno v tem, da punce naletijo na psihopate, ki potem širijo moralno ogorčenje. Nastavljajo se brez, totalno brez. Tako se je rodilo tudi piratstvo. In tukaj se ne da več nič narediti. Jaz sem si zato nabavil najmočnejšo protivirusno zaščito in nimam nobenih problemov, ko naletim na kakvo porno vsebino. Pornografske strani nimajo zveze z zaščito. Kadarkoli odprem kako spletno stran, vedno ponujajo piškote, pa še nobenega nisem vzel. Me pa zanima, če so polnozrnati in kdo jih peče. No dobro, gospod Svetlana, bajega vi skrivate, ne? Ja, tako. Nič ga ne skrivam. Evo, ta piškotek. A ga lahko pojem? Seveda. Prvič vidim, da piškotki na spletu res obstajajo. Ja, uči se od starejših, oni obvladajo. Pa kako ga potem dobiš ven? Najbolje, da klikneš na kakšno pekarno. Spoštovani gledalci, na vrsti je zadnji tango. Marcel Štefančič ima nocoj visokega gosta. Spoštovani gospod predsednik, gospoda Roškofa, bliža se pustu. Kaj se bo letos našemil predsednik vlade, mi bo pojasnil nihče drug kot premier Miro Cerar. Živo. Dober večer. Ok, da slišimo zdaj, kaj bo zapustil predsednik vlade. No, zelo resno sem razmišljal, da bi bil letos Pika Nogavička. Niste pa še povsem prepričani, ne? Res je. Predvidevam, kaj ste naročili dodatna pojasnila, ne? Tako je, dobro ste obveščeni. Globoko grlo. Ok, zdaj imate še 2 dni, ne? Sobota je dejansko deadline. Vem, zelo se mudi. Ja, in kje je problem? Poglejte, ne bi se rad znašel v situaciji, da srečam še kako Piko Nogavičko z opico iz opozicije ali trojanskim konjem iz koalicije. No, ok, razumem, ne? Ampak ko so že pri postavi ekipe, ne? Kdo bo konj? Ne? Lahko povem, da bo konj dr. Milan Brglez, predsednik državnega zbora. Dober izbor, ne? Brglez je dejansko velik, močan, je bel in ima črne lise, ne? Dejansko sploh ne rab maske, ne? A ga boste lahko dvignali, ne? Vemo, da je Pika Nogavička brez problema kvihtala svojega konja, ne? Poglejte, tega rajši ne bi napovedoval, lahko pa povem, da že nekaj časa v pisarni predsednika državnega zbora intenzivno trenirava. Kako, kaj, štupa rama pa hikuniček, ali kaj? No, podrobnosti na tem mestu ne bi razkrival. Lahko rečem samo to, da si v tem trenutku še ne predstavljam, kako dvigniti 90 kg žive teže. Ok, dobro, konja dej imamo, ne? Kaj je z opico, ne? Se že ve, kdo bo nagajivi ficko, ne? Tudi o tem smo znotraj koalicije že uspeli se dogovoriti. Kot se kaže, bo moja opica finančni minister dr. Mramor. Brez njega vlada ne gre, ne? Ja, težko. Kaj, so bile še kakšne druge ideje?
No, seveda, koalicija je vedno polna idej in želja. Socialni demokrati so za konja predlagali ministra Židana, Desus pa je imel za opico tudi svojega kandidata. Koga, kaj, Rjavca, ne? Tako je. Ok, če vprašate mene, boli njega džoko, ne? O, to pa ne. Minister Rjavec si zelo prizadeva, da bi bil opica. Ok, dobro, pustimo to. Ali se bo vladna palača na Gregorčičevi začasno dejansko preimenovala v Vila Čira Čarane? No, po čem takem ni potrebe, ker poglejte, mi dejansko čaramo že ves svoj mandat, tako kot so čarale vlade pred nami in konec koncev bodo čarale vlade tudi za nami. Ok, hoče reči, da Vila Čira Čara vse skozi obstaja, samo maškare se pač menjajo, ne? Nekaj takega, ja. Ok, gospod predsednik, paste nase, paste na Vila Čira Čaro in zlatnike, ki so mi jih zaupali davkoplačevalci. Bom, hvala. Hvala tudi vam. Spoštovane gledalke, spoštovane gledalci, mi pa se vidimo naslednji teden v istem času na istem kanalu. Adijo. Hvala, thanks. Hvala tudi vam. Ja. Hvala. Zmago, a si že nabavil kako masko? Nisem je za te štose, raš pogledam kakšne druge. Recimo košarkarja Dallasa Dirka Nowitzkiega, kako ponaša Donalda Trumpa. This is going to be huge. I'll make literally billions of baskets. I must score so many points that make your head spin. I know how to win an NBA title, believe me. Yes, that's my real hair. I'm a real American, trust me. Naša najboljša smučarka Tina Maze je v pogovoru za češko televizijo ekskluzivno razkrila, kako je z nadaljevanjem njene športne kariere. Poglejte. Kaj je zdaj, a boš še smučala, pa zakaj ne? Pa moram povedati, da sem ravno danes po noči imela ene ful čudne sanje. Sem bila na enem hribu, okoli mene pa sami slalomski koli, taki ogromni, 5 metrov visoki. Tako da, ko sem se spustila, del so koli začeli kar padati za mano. Bilo je tako grozljivki, ful scary. Tako da sem se bala, nisem pričakovala. Pa ste pogledali v kako sansko knjigo, kaj pomenijo tisti ogromni koli? Ano, tak dobře. V bistvu nisem še pogledala. V glavnem, končali se je tako, da se je naenkrat med tistimi hlodi pojavil Andreja Masi z motorno žago v roki. Ko en drvar. Pa tuluje name, naj grem proč, pa da bo čisto vse požagal. Ne boste verjela, kot pravi raziskovalni novinar, sem šel takoj preveriti tu sansko knjigo, kaj pomenijo ti ogromni hlodi. In kaj si našel? Nič dobrega, potem, kar je sanjala, bo nehala smučati, 100%. Škoda! Za konec še nekaj družabnih utrinkov z odprtja prenovljene Narodne galerije. Tam so bili številni povabljenci, od zakoncev Terk, družine Pahor do Zorana Jankoviča, Julijane Mlakar in Branka Masleše. Lepo pozdravljeni. Ja. Zelo podoben očetu, lep, ja. Hvala lepa, kompliment. Kje si, Julie? Prijetno presenečenje, da te vidim. Ja, veš kaj, sem dolgo ostala. Zakaj ne? Nekaj procesih na maru. No, pozdravljeni, spoštovanje. Dobro večer. In reci, baby. Jaz sem tako vesela, da ste prišli, leta so te razbijali, zelo drago je bilo. Ti boš moja, jaz bom tvoja, ali ti boš moja. A nisi včas na blagajno odmel katovi vdevava? Večer v neki, ne, to je direktor sem ne. Ravno kar sva iz New York. Kje smo ta mahne brala, kak ga imaš okoli vratu? Mislim, da v gozdu. Ja, kam bi te pa dal? Ja, predlagam, da tam. Ti si mal proti severu obrn, mah na sever rase. Ja. No, možno. Kaj pa vem? O, lepa si beka, pa kjera hiš od besta trgu Se res bil problem za parkirati, veste, se v Trnavem bo mal graben zapeljala. Am kazen dobila. Kdo ga je spustil? Ja, zakaj pa midva nisva bila tam? Nihče naju ni povabil. To je bilo vse za nocoj. Vidimo se naslednjo sredo. Nasvidenje.